Zdaj trend globalnega segrevanja, se pravi, se bo verjetno nekaj časa še nadaljeval, ne? Tako približno v takem obsegu, kot se je recimo odvijal v zadnjih 3-4 desetletjih. Največja nevarnost recimo na globalnem nivoju pa preti od recimo posameznega leta, v katerem bi imeli na prehransko ključnih območjih, tam, kjer imamo recimo največjo predelavo hrane, hkrati neprimerno vreme oziroma slab pridelek, ne, recimo, da bi hkrati v Braziliji, v ZDA, Rusiji, pa še ponekod drugod, da bi bil velik izpad pridelka, ne, ker bi to zelo zaostrilo recimo lakoto, pa tudi sam trg, globalen prehranski trg bi bil pod zelo velikim udarom. Zdaj, če sem ter tja kakšen vremenski ekstrem udar, ne, niti ni tak problem, ker se hrana tako ali tako kar sorazmerno dobro prenaša po svetu, vsaj seveda za bogate države to ni problem, ne. Ampak če bi pa globalno kar naenkrat udarili to recimo več regij hkrati, ne, bi bil pa to velik problem. In to recimo, s tem so se že nekatere večje zavarovalnice tudi ukvarjale, recimo znana je študija pozavarovalnice Lloyds, da bi bil to izredno hud udarec za človeštvo.